Spoštovane vipavke in vipavci, spoštovani obiskovalci, spoštovani ljudje dobre volje. Osebno zadovoljstvo mi je, da lahko predstavimo danes na mestu zločina to knjigo, ki stopa pred bralce. Izid vsake knjige je neka vrste praznik za naš mali narod, ki je svojo bit, svojo osnovno substanco utemeljil na kulturi in lahko se veselimo. Lahko se veselimo, ker s to knjigo dejansko ustavljamo v preteklost en pomemben kamenček. Jaz vedno rečem, da poznavanje preteklosti je kot mozaik. Več kamenčkov kot je v tej mozaiku, lepše lahko izgleda slika, bolje jasna podoba. In ta kamenček, ki ga bomo danes vstavili v ta mozaik vipavske preteklosti, pa ne zgolj samo vipavske preteklosti, je kar zajeten kamen. Torej bo slika Vipave, okolice, Vipavske doline, sploh zahodnega dela Slovenije, precej bolj jasna. Da je temu res tako, priča izvrstno delo gospe na moji levi strani, dr. Mire Miladinović Zalaznik, ki je avtorica. Ko je začela zbirati to gradivo, moram priznati, oprostite Mira, nisem verjel, da bo ratala taka nespodobna knjiga, ampak tako zajetno delo, ki bo z različnih vidikov političnega, socialnega, kulturnega, upravnega, vojaškega stališča iztrgalo roki pozabe kar en lep košček vipavskega, pa ne samo vipavskega življenja. Torej danes je praznik, knjiga stopa pred bralce, prvič je predstavitev danes te knjige, išla je pred par meseci pri Inštitutu Nove revije, zaradi covida se je nekoliko odlašalo s predstavitvijo, no in danes smo tukaj, da vam jo poskušamo predstaviti čim bolj podrobno, hkrati pa ne vsega povedati, da boste knjigo potem tudi kupili, se veste. Založba mora živeti, mora nekaj zaslužiti, da potem lahko vlaga v nove knjige. Samo za intermezzo knjiga bo danes po promocijski ceni s 30% popustom, na koncu jo lahko dobite za 25 evrov. Torej, knjiga je pomembna za Vipavo, na 670 straneh rokopisa pozabljenega Vipavca, barona Johana von Masburga, ki je pisal v rokopisu svoje spomine, upokojeni generalmajor Avstro-Ogrske vojske, ki jih je potem čuval, oziroma jih čuva, te zapiske, jih čuva Goriški muzej v Novi Gorici oziroma v Solkanu. Zasluga, da so prišli na dan, gre nekdanjemu kustosu, ki sedi na moji desni, to je spoštovani kolega Drago Sedmak, upokojenec, Vipavc, ki nima nikoli časa, ker toliko dela. In še vedno, menda je v penziji, ne Drago? Menda. In ker na našem zahodnem robu slovenskega ozemlja je, lahko rečemo, Drago, je z nemščino nekoliko bolj težava. Ti rokopisi so pa v nemščini, to ne v nemščini, ampak celo v gotici, te stari nemški pisavi, ki se dejansko ne uporablja več. Zato je toliko večja hvaležnost, da jih je gospa Mira Zalaznik, oziroma Miladinović Zalaznik, transkribirala, prestavila v, recimo temu, sodobno nemščino, da lahko beremo, in pa tudi poslovenila, torej prevedla. Ni pa naredila samo tega, knjiga je tako debela tudi zaradi tega, ker je prispevala imeniten uvod, opis prostora in časa in se s pomočjo knjige zelo lepo sprehodimo v Vipavo pred 100 in več leti. Plus tega je tudi raziskala družinsko poreklo Masburgov, ki izhajajo iz Češke, staro avstrijsko plemstvo, ki je zaznamovalo precej večje območje, kot je pa Vipava in okolica današnji. Ampak o tem malo več kasneje. Začeli bomo na skrajni levi strani, pri gospe Magdi Rodman,
ne bom je posebej predstavljal, ker jaz kot Goričan bi se nespodobno v sredi Vipave predstavljam tako ugledno gospodu Mačinko, entuzijastko, kulturno delavko, koliko je ona zbrala, koliko je ona na kulturnem področju, koliko ona piše na vaš vipavski glas, koliko zgodb je dejansko iztrgala iz pozabe, sodelovala tudi pri tej knjigi, dala ji pomemben pečat, kaj ne avtorica. In bi začeli z gospo Magdo Rodman. Gospa Magda, dajte nam povedati, kaj danes povprečen Vipavc ve o plemiški rodbini Masburg? Kje so živeli? Kaj je ostalo še za njimi v Vipavi in kako se jih Vipavci spominjajo? Gospa Mira Mladinović je dala prav naslov Izgubljeni spomin Vipave. Popolnoma je bil izgubljen. Jaz sem padla noter slučajno. Tista povojna doba je bila huda, za plemstvo, za vse, kar je bilo in ni bilo več govora o tem. Malo kakšen Vipavc, danes če ga vprašam, ki veš, ki je bil baron Masburg, ima pojma. Zgubljen spomin, točno je pisala. In tudi jaz bi ga ne imela, če bi slučajno ne hodila v šolo s Franko Marjanco in Štefko Poniževo. To je bila družina prva, družina, ki je prišla po nacionalizaciji v Masburgovo hišo. Tudi jaz nisem vedela prav nič od njega. In tudi ta družina Poniž je bilo pozabljeno vse. Tak politični sistem je bil, da se to ni ohranilo in tudi zgodovinska stroka ga ni vključila v zgodovino. Kom je zdaj je rad živ, spet med nami, po zaslugi gospe Mire Mladinović. In jaz sem prišla, sem imela 15-16 let, sem prišla obiskati Franko, Marjanco in Štefko, smo bile sošolke na gimnaziji, v Baronovo hišo, zdaj se ve, kjera Baronova hiša, ne? In že noter sem videla te kamenčke, kolona, velika veža, slike, vse je bilo poslikano. O, Marija, sem rekla, kaj pa to za ena hiša? In pol so me povabile noter in smo klepetali in tu, in jaz začnem sprašavati. Kdo je to risal? Ja, veš, tukaj je bil en baron Masburg, so mi rekli. O, ja, sem rekla. In pol sem mi začela sprašavati in pol so mi pravile, kako so komičkane punčke hodile na kaščo. Na kašči je bilo vse sorti. So bile obleke od baronovih, igrače, sable, tiste uniforme vojaške, kristal je bil, vse tako, kar je spadalo v tako baronovo hišo. In vem, da so mi rekli, da je mama krčala, da se ne sme jeti na kaščo. In one so pa zmerno hodile in so si tisto oblačile. In so tudi plesale v tistih tvojnah. In je mama rekla, tisto ne smeste, tisto ne naše, bežite takoj dol. In tam sem jaz prvič spoznala baronovo hišo in nekaj sledila, kaj to pravzaprav je. In tako sem vedela pole malo več, ki je in kaj je. Drugi se niso brili še dan, če vprašate po Vipavi 100 ljudi, ne bodo vedeli, kjera baronova hiša. Dan sem pravila eno tam z Vipave, rekel, kje je baronova hiša? Kaj ne veš, kje je bil baron? Nasprot hotela, dol naprej. Je bilo pozabljeno, res pozabljen spomin je bil na tega človeka. Vsi so šli ven, tragično usodo so doživljali in tako, da je res ta družina izgubila spomin. In tako smo počasi začeli brskati skupaj, ne da bi se zavedle, kjera bo koga rabila, kdaj se bomo srečale in kako bo to šlo naprej. Mislim, da bi naši starši so vedeli, da so rekli, da je bil baron, da jih je rešaval. To ja, ma povojna generacija tega sploh ne ve. Da stari so še nekaj vedeli. Ma tudi napisano ne bilo neč od njega nikjer, veš, ni bilo spomina zapisanega. Jaz sem gledala vse šole, ma nikoli ne vem profesor ne je povedal, kaj je bilo in kje je bilo. Tu je bilo brisano iz šolskih programov, tisti te stari so še kaj vedeli. Moj tata recimo, je bilo prav po naključju, njega pa Mira, ko je ona zbirala podatke
smo bili že na vezi, nikoli ne pravu, nikoli niso omenili neha. In jaz brskam po starih, nakašči po starih ladicah in vidim ročno napisano izjavo. Vsega, to je pa tatova pisava, kaj pa tle pisal, nikoli mi nič povedal. Podpisan je Bajc Ivan, je bilo, izjavljam, da je baron Masburg reševal naše Vipavce pred Nemcmi in datum in podpis in vse. Ona je že pisala to knjigo. In potem sem rekla, Marija, ma tu je pa pomemben podatek. No in potem sem jo klicala, rekla, dajte mi poslati to izjavo. In sem jo res poslala in potem je delala knjigo, potem je bil še en drug primer, tudi Paulinovi, so bili, no, te stari so še vedeli, ma če tu niso povedali otrokom, je bil fraj. In tako sem jaz padla noter. In zmeraj ben me je vleklo, poleg, da smo skupaj predavali, študirali tega barona Masburga, smo ga iskali po življenju, nikjer ga ne bilo, nikjer nobenega podatka, daj se rojil, kje umrl, ne? Posod smo ga iskali. In smo ga dobili. Ja. In zdaj je med nami zanimiva zgodba za Vipavo, tudi za zgodovino sploh Slovenije, ker je bil ena osebnost posebna. In bolj še kaj, na baronov, ki so zidali hiše. In potem pridem jaz z eno gospo, ki ima hišo tam, ne vem, kako sem rekla, ja, to je bil baron Masburg. Kaj je rekla? Ja, meni so rekli, da je tu baronovka. Ma jaz neč ne vem, kdo je bil tu. Vsi so vedeli, ki je baronov, ne? Sam, da bi vedeli, da je bil tu baron Masburg, kaj je bil sploh, ne? Ni nobeden vedel. Hvala, gospa Magda. Tudi po vaši zaslugi zdaj se je en delček preteklosti v besedu in nekaj o tem zdaj vemo. Torej, gospa Magda in vsi ostali velja, veste, to ni bil samo problem Vipave, to je bil širši problem. Bom povedal iz mojih domačih krajev, jaz sem rojen v Šempetru pri Gorici, tam je bil grof Johann Baptist Koronini Kronberg, ki je bil 12 let vzgojitelj cesarja Franca Jožefa, najbližja osebnost Franca Jožefa, ampak o tem v šoli nismo slišali nič. Tudi nima nobene ulice v Šempetru, skratka, izgubljena osebnost. To vam povedujem, da pokažem, da Vipavski Masburg je delil usodo kot velika večina tedanjega plemstva v časih, ki niso bili naklonjeni daleč od tega. Smo pa že pri drugem današnjem sogovorniku na tem omizju, Drago Sedmak, profesor zgodovine, dolga leta kustos v Goriškem muzeju. Ogromne robe je zbral, tudi napisal, kar nekaj tehtnih prispevkov, ukvarjal se je tudi za Vipavsko dolino, tudi ali predvsem med Prvo svetovno vojno. Jaz še zmeraj mislim, da je njegovo najboljše delo, njegova diplomska naloga o fašizmu, slovenskem fašizmu na Goriškem, med obema vojnama, ampak pustimo, to ni tema današnje razprave. Drago zna marsikaj, je marsikaj naredil, ima pa to, da ni ljubitelj nemščine. Je dolga leta čuval ta dnevnik, ta rokopis, če se prav spomnim, ga je imel pod mizo, ne, Drago? In ta rokopis je potem silom prilike ali povpraševanje današnje prisotne avtorice ji pokazal in potem se je klopčič začel odvrteti. Drago je pri tej knjigi zajetno poglavje o Vipavski dolini v tistem času, torej času okrog Prve svetovne vojne prispeval in pa seveda odprl svoj arzenal znanja in avtorico poučil o številnih vojaških, političnih, upravnih vprašanjih, za katere je strokovnjak. Torej, Drago, deva za uvod, kako se je znašel v kabinetu Goriškega muzeja. Vemo, posestvo je bilo nacionalizirano, ne samo Masburgov, številnih plemiških rodbin. Po vojni se to nekako nekaj pokradlo, nekaj uničilo, nekaj se je znašlo v muzeju. In kako ste vi dejansko to nasledil, skrbel te dnevniške zapiske, da je dejansko potem to ugledalo luč sveta in dočakalo tisk? Hvala lepa, Vipavke, Vipavci, Tržanke, Tržani. Kako je to prišlo? Jaz sem prišel 72 leta, sem radil štipendij z Goriškega muzeja
In seveda sem pač prakso upravljal v Goriškem muzeju in direktor Marušič, dr. Marušič, Branko, je rekel, prešnofej, da boš videl, kaj imamo. Ker to je bila najboljša šola, ki jo lahko dobiš. In sem res od kleti do podstrešja vse živo preiskal in arhiv in tako naprej. Vsako škatlo, ki je bila, sem jo odprl in tako naprej. Jaz sem zvedel od kolegov, da imamo recimo Masburge, kar je bil slikar, Masburg, in imamo njegova dela. To sem vedel in seveda Masburg bi Barunov vrt in tam smo celo imeli eno parcelco, ne, tako, da pa ne bom pozabil na Baronovko. Moj bratranc Tomo Momizel je rekel, jaz nisem vedel za Baroneme, vem, živim pa na Baronovki. Ja, in še nekaj bom povedal. In še to mi je povedal, ker on mi, naš žlahtnik, premrl, ima gor na Baronovki, ima gor vinograd, če se ne bo. Ali je imel, ja, no, v glavnem. Ja, in tudi to, no, tako da vidite, imamo še te stvari. No, jaz sem pač tukaj, 76 sem se zaposlil v Goriškem muzeju in seveda sem nadaljeval s tem delom. Ogromnih teh stvari, celo v spominu imam, da če se ne motim, da je obstojal, zdaj je najbrž v arhivu pokrajinskem, celo neki dnevnik, neki podatki o vinarski zadrugi. Tako da imel sem v rokah, to priznam, ampak ni bilo moje področje in se nisem več kot toliko ukvarjal s tem. No, ker imaš toliko stvari po rokah in seveda tista nemščina, to pač knjiga, sem kakšno besedo že zastopal, ampak šraufen cinger in poj konc. Tako da smo v glavnem, in enkrat se mi pojavi ena gospa in začne sprašavati za tega avtorja, katero knjigo imamo tukaj, če imamo mi kakšno njegovo fotografijo o tem in seveda jaz nisem vedel niti, da to knjigo imam doma, zdaj sem jo prinesel z veseljem in je pač beseda dala besedo in jaz ne bodi len, se veste, kdor besede špara, kruha strada. In sem jo rekel, gospa, sem germanistka in tako naprej, sem rekel, gospa, tle imam jaz eno reč, pojma nemam, kaj imam. Čisto tako sem rekel, kar je res. No, in seveda sem jih zaupal in jih dal in čez nekaj časa je, kaj to so Masburgi. No ja, dobro, gledajte, nimamo predpisane uradne, kdaj se mora stvar vrniti, ne? No, in potem me je poklicala in rekla, to so Masburgi. In kaj sem jaz rekel? Saj tu so naši sosedje. Točno tako, ker smo stali praktično tam, ne? In tako je ta stvar začela in jaz se moram zahvaliti, da sem tukaj noter zravno nje nekaj napisal. Sem skušal dati, kar sem znal, seveda brez Magde pa spet ne bi šlo, ne. Ker marsikaj, kar sem, veste, jaz sem šel kot otrok iz Vipave, sem imel 12 let in pol, kaj češ poznati ljudi. Ne starih, ne mladih in tako naprej, ne. In kup problemov se mi je pojavljalo in seveda, kam sem se pač obračal na Magdo in ona mi je prijazno pomagala in odgovarjala. Se pa oproščam, če sem kaj falil kakšno ime in prejem, ker tukaj sem pa res obraze si še nekako zapomnim, ampak ime in prejem, to je katastrofa. Ja, torej, tako je začelo in potem smo naredili, kar smo naredili. No. Hvala, drago, ampak jaz vas ne bi spustil še. V knjigi ste, kot smo uvodoma povedali, prispevali poglavje, plus tega večina vašega dela, vaših zapiskov, objav, je bila skoncentrirana na Prvo svetovno vojno. Se pravi, bistvo pisanja barona Masburga sega med 909 do 1916. Vi ste to historično obdobje imenitno popisal v knjigi. Kaj bi današnjim poslušalcem posebej izpostavil iz vašega zapisa? Oziroma,
Kakšen je bil njegov pogled na vojno z Italijo, Vipavo, vlogo Vipave v tem zaledju Soške fronte? Mislim, da je bil čisto človeški, bil je očetovski. Sin je odhajal v vojno. Sicer on je bil general polkovnik, sin je bil poročnik, nekaj takega in poklicni vojak. In začela je vojna. Sin res je bil pri 47. mariborskem polku z sedežem v Gorici, vendar je imel kontakt z Vipavo in še to je zanimivo, on je padel kot pripadnik 27. domobranskega pešpolka, to se pravi, ti podatki na tem spomeniku na pokopališču so napačni, to se pravi, pustimo ostati, ne bomo šli, ampak in še nekaj, eden od mojih prednikov, Celeste Zanutini, je bil invalid prve vojne in leta 27-31 let umrl. Kako je končal, se da tudi lahko ko iskati in razmišljati. To me še čaka, da se bom korajžal in šel do župnika, da bom videl neke podatke, ki me kar peklijo, kako je bilo. Namreč, veste, zakaj se gre? Ogromno podatkov, ki sem pač silom prilike videl, umrl je po vojni zaradi posledic vojne. Kaj to pomeni? Možni so tudi samomori. To je tisti kako je že PTS, tako da posttraumatski sindrom. To se pravi, tega je bilo ogromno, tudi tale Premerštajn, recimo, ta znana familija, ki so premrli, Premerštajn iz Gor Zidrije, je bil med časopisih, da je naredil samomor in potem je recimo pisalo, da se je zgodila nesreča in da mu je pištola se sprožila. Recimo, da je tako. In to je nekaj človeškega, kar enostavno kako bi rekel, si ne znamo domisliti, da je to bilo. No, bom še nekaj povedal. Jaz sem abecedo Soške fronte spoznal pri Stipetu Štekarju, znanemu zbiralcu. On je bil v napadu na gor na Čukli, oktobra 17 ranjen, postal invalid in njegova soproga mi je pravila, da vsako leto, ko se je približeval ta datum, v sanjah norel, kako ga je to preganjalo. In tako da tudi baron je vedel, kaj je šel njegov sin. Bil je oficir, je vedel, kaj se mu lahko zgodi. In to imate noter ta odraz, ki je to popisoval, bo gospod, jaz sem do besedo, tekst spoznal in ga tudi koristil. Torej, kako je to on doživljal in to naprej. To so te življenjske stvari, ki nekaterim, hvala Bogu, naj bilo to dano, da jih doživijo in tudi noben jih ne preželi. Tako. Torej, zaenkrat hvala, spoštovani kolega. Bi pa šli zdaj, ker na koncu pride zmeri najbolj sladko. In bi šli k bistvu knjige in k avtorici te knjige. Da je knjiga pred nami, je zaslužna predvsem in samo dr. Mira Miladinović Zalaznik, ki je upokojena profesorica germanistike, torej po domače povedano je učila nemščino na univerzi, tako po domače. Ki tudi nima časa. Ki tudi nima cajta, ja, seveda. Ko smo se peljali zdaj skupaj iz Ljubljane, je povedala, kaj vse pripravlja in kaj vse bo naredila. Boh idej še dolgo življenje. Ampak s to knjigo je vstopila na polje zgodovinopisja in to zelo uspešno. Pripravila je imenitno knjigo in strgala pozabi, kot smo že povedali, en delček ne samo vipavske preteklosti, pozabavala se je s plemiško rodbino Masburg in ne samo njimi. Skratka, teh 670 strani, ki je pred vami, vas bo pritegnilo. Knjiga se lepo bere, prevod iz nemščine je fantastičen. Dobili boste vpogled, kakšna je bila Vipava in okolica pred 100 in več leti, kakšno je bilo plemstvo v tem koncu, torej v Vipavi in okolici, kako je dihalo, s kom se je družilo,
Skratka, imenitna kulturološka, etnološka tudi študija Vipave, Vipavske doline v tistem svetu, ki je danes že mimo. Vprašanje za avtorico, najprej čestitke, ampak potem pa vprašanje, vi prihajate iz osrednjega dela Slovenije, tudi Krajinska je sega do Huplja, ampak vendarle Vipava je daleč od oči, daleč od srca. Zakaj vam je Vipava tako vstopila? Ker v tem delu, ki vstopa pred bralca, je videti, da se vas je zgodba Vipave in Masburgov dotaknila. To ni samo osnovno nizanje faktografskih dejstev, ampak so vam Masburgi zlezli pod kožo. Torej, kako je to mogoče? Zakaj? Lepa hvala. Jaz bi se najprej, da ne pozabim, na koncu vsem rada zahvalila, ki ste mi pomagali. Gospodu Sednaku za to, da mi je zaupal ta dnevnik in to po neprijetni izkušnji z menoj, namreč ko sva imela prvi termin srečanja, je meni po domače povedano crkno avto, tako da me je gospod Sedmak popolnoma zaman čakal. Sem ga sicer poklicala in tako naprej, najmanj, kar se spodobi, ampak začelo se ni obetavno. Potem sva iskala sliko tega muzila za to razstavo, to je tudi ena taka spremljevalna knjižica, in potem, ko sva popila eno močno, dobro kavo, mi je pokazal ta dnevnik in mi ga dal. Se pravi, mi zaupal eno dragotino, brez problema, sprošno, da jaz to probam prevesti v nek razumljiv jezik oziroma sploh pogledati, kaj je to. In na prvi pogled je bilo vidno, tam kar neki pisatelji so naštevani, pa pisatelji, potem pa naenkrat datumi, pa vidim datumi, to je vojna, potem pa izonco počrti, zakaj pa se to je v Soči. Pomagala mi je ogromno gospa Rodmanova. Torej, ona vse ve, ima vse shranjeno, če ne ve, pomisli in ve, kje se tisto da odkriti, in to je vse nesebično delila. Ni pomislila ne na uro dneva in noči, ko smo se medve pogovarjali in mi je pomagala. Veliko ste mi pomagali vi. Renato, ki ste seveda zgodovinar, ker jaz nisem. Jaz moram še to povedati, da jaz zgodovine v šoli nisem marala. Nisem jo marala, ker najprej so bili eni kralji, ki nisem vedela, zakaj ne bi bili, tiste smo zelo hitro absolvirali, potem so bile pa neke fronte, pa neke borbe in neke stvari, ki tudi nisem nekako razumela. Sem pa rada poslušala zgodbe. Zdaj na Vipavo me pa veže še ena čisto taka družinska anekdota, torej sem bila prvič v Vipavi, prvič v življenju sploh, ko smo se srečali z gospo Rodmanovo, prvič. Ampak Vipava je bila tukaj nekje spravljena in sicer moj oče je bil srbski partizan, ki je končal vojno v Zagrebu in ko je bil konec vojne, so te enote poslali osvobajati Trst. No in ko so bili enkrat v Trstu, je rekel, tam je prvič spal na postli, pa ni mogel. Po 4 letih je rekel, sem se ulegel pred posteljo na tla, prav tako sem zaspal. Drugi prav, je bila taka tišina, niso mogli spati, pa je vzel pištolo v stredu skozi okno, pa je nekaj počeli, je pa mir, pa lahko spimo. No in ta moj oče, potem se je moral seveda svojo enoto vrniti nazaj k nam, domov, da tako rečem, in so jih poslali v Postojno. V Postojni je pa delala moja mama, ki je bila strašno verna in so jo zato vsake 5 minut premestili iz enega kraja v drug delati. No, tisti moment je bila ravno v Postojni. Mama je bila lušna, oče je bil čebelj, sta se spoznala in seveda se pojavilo vprašanje, odkot pa si ti, ne, prišel, ne, in moj oče na Bodilen je tako izstrelil kot izstopa iz Vipave.
Jaz sem mami to zelo očitala, ne, zakaj in kako mu je mogla verjeti, pa slavistka po poklicu, pa menda jaz slišala, kako govori, prav takrat so vsi tako govorili, ampak jaz sumim, da je oče takrat že toliko zašarmiral, da je verjela tudi, da je iz Vipave. Tako da ta Vipava je bila nekje tukaj. Potem pa, ko sem po ne vem, 120-130 straneh transkripcije tega dnevnika ugotovila, da je to pisal nek Masburg, ki ni povedal, kdo je, ni povedal, kaj je, ni povedal, kaj počenja, kje, ampak sem to ugotovila samo zato, ker ni mogel napisati, vi ste rekli, sin je bil častnik oficir, ker ni mogel napisati, da je sin padel v vzhodni Galiciji, prvi dni vojne, je prepisal tisto poštno dopisnico vojaško, kjer mu je Vidrih iz Vipave sporočil, da je njegov gospod sin Rajko Vidrih, da je padel. In takrat se je me to nekako združilo, tista Vipava očetova, da tako rečem, in ta Masburgova, in sem na vsak način hotela ugotoviti, kdo je to. Gospod Sedmak mi je takoj poslal izpisek iz Primorskega leksikona s prvimi podatki in tam je pisalo samo to, da je bil slikar, da je bil general-major, pa da je imel ženo Rozo rojeno Tribuciji. In tukaj je bil konc veselja, no, potem pa ne bo dilen, danes človek gre v Google, išče in sem iskala, mislim, 1 leto, preden je padel prvi uporaben zadetek z Masburg. In to je bil ta naš Johann von Masburg, gost hotela, Grand Hotel Union v Ljubljani, da je tam prenočil. No, potem se je pa počasi začelo to raziskovanje. In kar je mene pri tem Masburgu fasciniralo, zdaj moj oče je bil seveda partizan iz vojske, ga dolgo časa niso pustili in je dosegel en določen čin v vojski, ker so ga degradirali, tudi ker je hotel iz vojske ven, je končal kot kapetan prve klase, se je takrat reklo. Ko je šel v pokoj in potem je naprej delal še, ne vem, 40-50 let. No, ampak v glavnem. Imela sem skozi vtis, ko sem brala to knjigo, te zapiske, da jih je pisal častnik, ker je zelo natančno razmišljanje je bilo, ki me je v marsičem tudi na očeta spomnilo. Tu se je tudi pokrivalo, da je bral knjige, ne, ker kolega Grdina je napisal tisto knjigo Pluti je treba, in tam se tudi vidi, da so častniki enkrat bili izobraženi ljudje. No in to se je tako nekako pokrilo in kar sem pa pri njemu skozi imela vtis, da je bil to človek res, da je bil očitno častnik, oficir, ampak da je bil to človek, ki išče lepoto. In Masburg jo je iskal. In vzrl je to lepoto prvič v Vipavi, v podobi svoje žene, ki takrat še ni bila žena, on je prijahal v Vipavo, jo je videl na okno, ona je vrgla cvetje pred kopita kon, to se je vse ohranilo. In potem, ko se je poročil s Rozo Tribuciji in je ostal do konca povezan in vezan z Vipavo. In jaz mislim, da je tukaj on se počutil tudi sprejetka kot človek, kot oče, tudi kot slikar, da je pač tukaj zaživel. In se mi je zdelo vredno to ohraniti in raziskati, kolikor se da. Eno preprosto
vprašanje, spoštovana avtorica. Uvodoma smo slišali od gospe Magde, ki med nami tukaj verjetno največ ve o stari Vipavi, o Masburgih. Kako bi vi čisto schematično današnjemu auditoriju predstavlja Masburge? Kdo so bili, odskot so prihajali in najpomembnejše vprašanje, kje so končali? Oziroma, a še obstajajo? Še obstajajo. Torej, Masburgi so se originalno pisali Mašek. In to so bili Čehi, katoličani, in so za neke svoje zasluge dobili baronski naziv, dedni baronski naziv. Zdaj, naš Masburg, Johan, ki je vmes naredil kariero tudi kot Janko, je bil rojen, zdaj, eni podatki so, da je rojen pri Karlovcu, drugi podatki so, da je rojen v gradu Križ, blizu Slavonskega Broda. Sigurno je, da je bila njegova mama Kneževič. In to je bilo tudi precej staro, se mi zdi, hrvaško plemstvo. On je kot majhen otrok z očetom, ki je bil tudi častnik, in materjo, so živeli na Češkem. Na Slovaškem mu je umrla mama, ko je bil zelo majhen. In on se je v bistvu, tako kot sem gledala, počutil, jaz bi rekla, da je bil, torej narodnostno je bil mešan, kot bi mi danes rekli, počutil se je pa zvestega podanika Habsburžanov. Bil je en človek, ki je se v Vipavi dobro počutil. Vipava, jaz mislim, da je bila en trg, ki je bil razvit, ki je imel svoje države, ki je imel svojo kulturo, ki je imel svojo omiko, ki je bil večjezičen. Govorilo se je slovensko, govorilo se je avstrijsko, nemško, veste, da je bila to Grcerdeutsch, goriška nemščina, govorilo se je italijansko, veliko se je dalo na to umiko, na forme, na obliko obnašanja in tudi na izobrazbo. Tako da je bil, poleg tega se mi zdi, da je on tudi čutil Vipavce, ker ko bereš, recimo zanimivo ti njegovi zapisi, on nikoli ne piše o sebi. On piše o ženi kot o Rozi, on piše o sinovih kot o Vilju in Fricu, on piše o snahah kot o Noki in Irmi. On ne reče moja snaha, moj ta, moj in, moj tret, moj četrt. In nikoli direktno ne govori o sebi. Piše pa, kako se je živelo in kako je bilo tukaj med vojno hudo. In recimo ena paralela z današnjim časom, mi imamo zdaj COVID, takrat je bila španska gripa. In če človek pomisli, španska gripa je takrat udarila po 4 leta vojne, ko so bili ljudje lačni, ko je toliko mož padlo, ko se je toliko vrnilo kot ranjencev, kot invalidov, ko so mnogi trpeli za temi traumatskimi doživetji, ko so bili samomori med vojno, po vojni, ko so ženske, kolikor je to ironično, ampak ženske so takrat prvič v svojem življenju dobile priložnost, da nekaj delajo, da nekaj organizirajo, da nekaj odločijo brez dovoljenja, brez pomoči moških, ker moški so bili vsi na frontah. Tukaj so se vozili vlaki polni kompozicije, polne orožja, polne vojakov, polno ne vem česa, ni bilo hrane, dobili so racionirano, ne vem, pšenico, ne vem kaj vse, divjale so bolezni, nalezljive, tifus pa kolera, pa ne vem kaj še vse. Tukaj je bila bolnišnica, ker so jih zdravili. Tako da to je, ker so bile te soške fronte tukaj v bližini, je bil to en center tega dogajanja. In to se človeka dotakne. Zdaj on je, Johan je častnik.
In on zelo dozira, on se zaveda do tega, da ti zapiski lahko padejo enkrat enemu sovražniku v roke in ni pisal ravno vsega, kar je mislil, ampak tukaj imate krasno knjigo, ki ste jo vidva izdala, te zapiske črniškega Novaka. In ko to kombinirate, to je pa 10 km, 15 stran od tukaj, razmere so bile iste. Ne? In ko vam Johan piše, ne, da so razmišljali, da bi pobegnili, zdaj, kaj je pa z družino? Ne? Prvič, en sin je padel, drug je bil invalid. Država je razpadla. Mi smo šli v SHS, pa potem je bila to kraljevina Jugoslavije. Johan je umrl leta 1923, ostal in živel v Vipavi, ta njegov drugi starejši sin, Vili, ki je tukaj dočakal drugo svetovno vojno in to ste povedali, ne, vsi vi in tukaj je še gospa Florjančič, Ana pa gospa Ana Lovrenčič je tudi povedala, pa vi ste našli zapiske svojega očeta, se pravi, da je takrat bil še ohranjen spomin na to, da je kljub temu, da je bil star že okrog 70 let, da je imel doma mamo staro 90 let, je ta človek šel k Nemcem in je interveniral za svoje vipavske sokrajane. In ni pomislil na to, da če bodo Nemci to zamirali, pa ni bilo zaprli, da bo mama ostala sama brez zaščite. On je šel reševati krajane, kar pomeni, da se je počutil popolnoma integriranega, da on je bil Vipavec. Druga taka zanimiva stvar je, moški časniki, ko so se poročili, so morali položiti kavcijo. In ta kavcija je bila dobesedno kavcija za primer, da oni padajo, tukaj pa žena pa družina, iz česa bo živela, iz te kavcije. Obresti od kavcij je vedno dvigoval oče za sinova v Gorici. Se pravi, da so se oni tukaj počutili doma, ne na Dunaju, ne vem kje, ampak tukaj. In zdaj en njegov pravnuk, ki mogoče bo nam tudi blizu, dr. Leo Masburg, je bil osebni tajnik in spovednik naše, tako reče, matere Tereze. Ne? So pa še pravnuki, ne? Tako da ti najmlajši, ki živijo v Nemčiji, so stari tam 4, 3 leta, 6 let, nekaj živi v Španiji, tudi na Češkem so jih razvedinali, tam tista veja se je pisala do konca Mašek von Masburg, potem so morali von Masburg dati stran, so bili samo še Mašek, so jim vse zaplenili in oni so potem preko Avstrije šli v Južno Afriko in tam danes živijo. Nekateri potomci po tem Fricu, ki je padel, živijo v Angliji. Ne, tako da pa živijo v Španiji, pa živijo v Franciji, pa na Dunaju. Tako da. Mera dovolj bo, drugače ne bojo kupili knjige. Ste vse povedali? Se strinjam, treba pametno. V knjigi piše to in še marsikaj več, zelo zanimive zgodbe, sem mislim, da že povedal, ampak še enkrat poudarim. Knjiga ni zgolj nizanje podatkov, daleč od tega. Tudi kar nekaj hudomušnih, anekdotičnih prigod, ki popestrijo branje. Veste, ko pašto, ko jeste, pa ste šupa, morate malo sira gor, tukaj v tej knjigi. Se vračamo k gospej Magdi. Gospa Magda, danes živimo v času računalnikov, hitenja, ni več tega medsebojnega poznavanja. Verjetno v Vipavi je kot povsod se ljudje prihajajo, odhajajo, pravih Vipavcev zaradi mešanja skoraj da ni. Ampak, kaj bi vi vašim sokrajanom, someščanom svetovala, oziroma zakaj bi morali vsi, ki živijo v Vipavi, po vašem mnenju, vsaj preleteti to knjigo? Zakaj bi morali poznati? Po vašem mnenju. Ja, mislim, da kjer živijo, bi mogli poznati v kraju, ne?
To je dolžnost vsaka, kjerkoli na svetu živi. In tu je naša zgodovina in tu je zapisana, tu je naredila spomenik Vipavi gospa Mira. Ta spomenika še noben Vipavi ne naredil, ker sem si to knjigo brala. Sem videla od blizu vse vojne, vse bolezni, vse trpljenje, smrti, tudi moj oče star je bil na fronti. In tako da sem poznala te stare vojake avstrijske. Na hribi so bili Bohnarjevi, tam zraven mene so bili Rudmanovi. Tu sem imela te strice pred sabo, sem z njimi živela. In so hodili poleti pred Dekanovo hišo, pred našim dvoriščem, na en tram. Trudni so kasili na nanozi ali pa morali in ker so žival odpravili, so prišli kaj na tisti tram in mene je zanimalo in sem zmeraj poslušala njihove zgodbe. In zato je meni ta zgodovina, ki je gospa napisala, tako blizu. In jaz sem prav uživala, da sem jih poslušala. In kaj je še zanimivo? Po vojni, drugi svetovni, ni bilo varno govoriti od avstrijske vojske, ker vmes je bila italijanska še pole zanimanje, so bili pod fašizmom. In tako, da so se ti vojaki niso več imeli s kom se pogovarjati o teh težkih dobah in vsi tisti, ki so preživeli in prišli v starost, so se dobivali na hribi pri Bohnarjevih, pri Anici, vaši, ki pole povedala tudi, no, in tam so si lahko upravili te zgodbe. Ker pole je bila Jugoslavija, so vrli česar juho. In ne so več imeli komu praviti. In že prej je prišel fašizem. In so se zbirali pri teh Bohnarjevih na hribi. Ja, zakaj? Zato, ker je prišel fašizem, so mogli pozabiti Avstrijo. Je bilo nujno. Niso imeli več komu govoriti. So bili nadzorovani, niti slovensko niso smeli govoriti. In potem so se tako dobavali na skrivaj, jaz sem vse to poslušala. Jaz sem ostala v Vipavi od rojstva, ne sem šla nikamor v šolo. Nikamor, moji sošolci so šli vsi naprej. In jaz sem živela med temi ljudmi, mi ne žal, meni so naredili visoko izobrazbo, čeprav jo nemam. In sem jim hvaležna. In sem jih zastopila. In kadar je bilo od Avstrije, so bili tiho gor v tisti delavnici, kakor je bil na hribi. In tam so si pravili, se ne so imeli komu, kdo jih bo pa poslušal. Vmes je bila Italija. In oni so bili opeharjeni s tubotu. In naš oče je rekel, kak križana, mi se ne smo borili za komunizem. Mi smo se borili za Avstrijo, oni so imeli Avstrijo radi. Bila je urejena država, je imela en sistem, kakorkoli. In poleg, da so prišli z vojske vsi zharani in uničeni in toliko jih je padlo, je rekel naš oče, in pridemo pod fašizem. Kdo mi se pa kaj prašal? Na beden. Jaz sem poznala te, na blizu, mi je težko, so dali težke skozi. In potem so mogli molčati. Tudi Jugoslavija ne je bila naklonjena. Tudi komunizem jih ne niti šišal. In so bili zelo spoštovani, od mene vsaj. In sem jih rada poslušala. In zato še bolj zastopimo vse to, kar je pa Mira napisala. Jaz sem prav čutila, vse bolezni so šle skozi Vipavo. Vsi vojaki, vsi begunci, pa tudi imenitni ljudje, jaz sem kar leta, ki ste jih dobila. Imenitni ljudje so bili tukaj. Kdo danske vejo od tega? Tudi tisti, ki so šli v Ljubljano naprej študirati, ne vejo prav nič. In tudi jaz, ko sem bila v Vipavi v šoli, meni tega ne nobeden povedal, če ne sem od ljudi izvedela. Mene je to zanimalo. Gospa Magda, imate prav, hvala lepa, ste prav povedala. Povedala ste, da je treba postaviti spomenik, vsaj duhovni, če ne fizični avtorici te imenitne knjige. Ampak izpostavil pa še en vidik, ki je nepomemben. Ko pišemo moški, ko pišemo fantje o zgodovini, tukaj Drago, tudi jaz kaj malega, dajemo poudarke nekim drugim dogodkom, vojaški zgodovini, politični zgodovini, diplomatski zgodovini. Tukaj je pa avtorica te knjige, spoštovana Mira Miladinović Zalaznik, dejansko da tisto žensko noto.
vsakdanje življenje, socialna zgodovina, kulturna zgodovina. Torej, tisti vidiki preteklosti, ki so bili morda, in ne samo na Vipavi in okolici, bolj zapostavljeni. Torej, na prvi pogled se vidi to knjigo in tu ni kritika, ampak to je pohvala, pisala avtorica. Za mojega desnega sogovornika, draga Sedmaka, vprašanje, drago, koliko bi po vaši oceni bilo še takih rokopisov, ki zadevajo naše ozemlje. Ko mislim naše ozemlje, mislim Vipavsko dolino v širšem kontekstu od tukaj Podnanosa, če hočete, do Gorice, pa Brda, Posočje. Je še kaj takih skritih zakladov, ki jih čuva bodisi kakšna knjižnica, muzej, arhiv, privatna zbirka. Prej ste že omenili imeniten dnevnik črniškega dekana Novaka. Torej, je še kaj takega, kar bi veljalo razmisliti, izdati, spraviti pred bralce v bližnji prihodnosti? Ja, zdaj sem vprašal za milijon. Enkrat sreča, konc upoteča. Slučajno se je tudi zgodilo, da smo to dobili. Vem, da je, kot sem rekel, od vinarske zadruge sem imel v roki, tam bi bilo treba arhiv in bi to dobili, ker so tudi časopisi podatki o tem in se pravi, jaz sem se malo omejil, ker ne, če ne narata, ni konca. Ne. Seveda so, a smem Bhagavata omeniti. 4 fantje so bili sinovi tega Petra Bhagavata, ne. Janko, oziroma Peter, Tone, Janko in še eden, Milan. Ja, no? In ta Milan je prišel domov, a lahko lahko njemu kaj več poveste, da je nam jaz ponavljal? Ja. Milan je bil to, skrat nas je spal na štali ali bil v hlevi. Imeniten človek dobrega srca, to je bil Bhagavato, za nami so stali, ne? Prav podrobnosti ne vem, ki je bil in kakšno življenje je imel, ampak se je dobil njegov življenjepis, zdaj pred kratkim. In mogoče bova s Petrom, s mladim, kaj tudi o tem objavlja. Bil je pol v Beogradu, ki je bil v Srbiji, prestal vse sorti. Ampak tu misliš, da starega Petra? Ne, to mlada. To mlada? Ne, mislim. Milana. Milana, ja, tako je bil politični policija. Ja, pri politični policiji je bil, ja, v Beogradu. No, in nedavno mi je prinesel pokazati Pierre, njegov življenjepis, na roko pisan. Sicer je tako malo zbegano, zgleda, da je strašansko trpel in da so ga strašno mučili tam doli pri tej policiji. Je prišel domov, pokojen, strašno dobro po srcu, nikoli ni povedal nič. Nikoli ni povedal nič. Sam vedeli smo, da je bilo hudo za njim. In na konci je spal po štalah, tudi prnas do zbotu in jov, dober človek, grozno, sam čutil se je, kaj je mogel van pri tej politični policiji prestati. In ima napisan dnevnik, rokopis, sem ga brala, ampak je tako zmeden, tako ko je bil tudi van, pole na konci uničen, da je moglo biti strašno hudo. Pisan je v srbo-hrvaščini in ga ima še Pierre, nekaj sva začela, a sem rekla, dajte prevesti v slovenščino, če se bo dalo, in da bomo stopili še tu ven, no on je tudi mogel dosti potrpiti. Preko bi dali možnost spoštovanim poslušalkam in poslušalcem, da morda kaj vprašajo, kaj dodajo, verjamem, da se bojo mnenja kresala, ki vendarle avtorico za konc povpraša še eno stvar. Knjiga se je pripravljala kar nekaj let in včasih je bila v dobrem pomenu besede avtorica nadležna kot podrepna muha. Ampak v dobrem pomenu besede. Če tega ne bi bilo na tak način, bi taka odlična knjiga nikoli ne nastala. Ona se ni zadovoljila z prepisom, prevodom in publikacijo knjige, ampak se vidi, da je zlezla pod kožo.
rodbina Masburg pa Vipava. Zakaj ta kratek uvod? Vprašal bi, spoštovana avtorica, kaj se vam je v knjigi, oziroma kaj bi izpostavila za današnje poslušalke in poslušalce, kaj se vas je najbolj dotaknilo? Kaj bi bilo, po vašem mnenju, osnovno sporočilo te knjige? To sploh ni tako lahko reči, ampak jaz mislim, da bi bilo to, da je nekdo, ki je res naredil kariero v vojski, ki ni končal kot kapetan prve klase, da je ohranil humanost, da je od prve sekunde naprej bil prepričan, da ta vojna bo svetovna vojna, da ta vojna bo zahtevala veliko žrtev človeških in materialnih, da on je sam doživel vojno kot mlad fant, tisto 1866, in da je hotel na stara leta pomagati kraju. On je šel na Dunaj, na krst svoje vnukinje, in tam je hodil od enega ministrstva do drugega, do tretjega in prosil, naj mu dajo neko zadolžitev za čas vojne na civilnem področju, kjer bi on lahko pomagal. In potem je on očitno te zadolžitve dobil. Ena je bila, si mislim, regulacija Vipave, ki je poplavljala, druga je bila izgradnja tega vojaškega pokopališča, ampak on o tem ni izgubil besede. On sebe nikoli ni postavljal v prvi plan. Kaj pa vse je on pravzaprav pomenil, to pa, ker nisem zgodovinarka, ko sem brala ta njegov dnevnik oziroma kroniko, kot je sam jo poimenoval, je bilo tam ogromno ljudi omenjenih. Pa ta en fon, pa drug en fon, pa tam en general, pa on ne vem kaj. Pa v redu, to najprej greš, ampak potem pa rečeš, pa dobro, jaz se s tem ukvarjam, ne vem kaj je to, bojo ljudje brali, razen zgodovinarjev ne bo noben vedel nič. In sem šla iskat te ljudi in sem ugotovila, da to so bili vsi neki, torej ne vsi, ampak velika večina njih so bili visoki častniki, ki so se z njim srečali, ki so se z njim pogovarjali, ki jim je on, po mojem, tudi svetoval, ker on je na enem mestu tudi točno zapisal, kaj je bilo narobe v Avstro-Ogrski, česa niso napravili, zakaj so se te stvari tako in tako dogajale, imel je nasvete, kako se boriti proti Italijanom. In zgleda, da večino tega se ni upoštevalo, ampak on tega napisal ni. In tukaj je spet ena taka paralela s tem časom, ki ste ga vi ravno, draga gospa Rodman, omenili. Tudi moj oče je nam otrokom, ko smo bili zelo majhni, zapravo so to bila pozna 50, zgodna 60 leta, je rekel, če ti nečesa ne veš, si na varnem, ker če te mučijo, ti lahko poveš, kar veš, tako pa, če te mučijo, ne moš povedati nič, ker nič ne veš in ne boš ogrozil drugih in ne boš ogrozil sebe. Po drugi strani se mi je pa zdelo tukaj pri Masburgu ravno tako, da je njemu ta zemlja, ta Vipava, da je to bila zanj dobesedno sveta zemlja. In me je spominjal na mojega slovenskega dedka, ki je bil tudi se boril na Soški fronti in ki je vse, kar je povedal, rekel, dober dob slovenskih fantov grob. In si čutil vso tisto bolečino, nikoli ni povedal, koliko je bilo hudo, kaj je pravzaprav bilo, koliko je bilo mrtvih, koliko je bilo trpljenja. Ne? Tukaj smo prebrali, žive so jih zažigali Italijani, te borce Avstro-Ogrske v teh raznih kavernah in to je bilo strašno trpljenje. In
To sem jaz imela tukaj pri Masburgu skozi občutek, da on je vedel, kaj je vojna, ampak je bil solidaren, stal tukaj, živel tukaj, čutil z ljudmi, magar ni opisoval vseh tegob in težav, ampak tisto nekaj, kar jih je, da misliti. Torej, spoštovane gospe in gospodje, to je bila avtorica knjige, dr. Mira Miladinović-Zelaznik. Z nami je bila, in hvala lepa, gospa Magda Robman in na desni strani zgodovinar, pokojeni kustos, profesor Drago Sedmak. Obljubili smo, da bomo dobri uri to spravili pod streho, smo nekako poskušali. Mi je všeč pobuda, ki jo je podala gospa Magda, da si avtorica zasluži spomenik, morda ne ravno v fizični obliki, ampak verjamem, da bo lokalna skupnost znala počastiti veliko delo, ki je bilo opravljeno, kajti Vipava je s to knjigo dobila spomenik, to si upam reči. Zdaj pa, kar se tiče vas, ste vabljeni, da podate ugovore, vprašanja, pobude, bodite glasni, bodite koncizni in dajte na kratko, da bojo še drugi prišli na vrsto. Še nekaj bilo dodana, da boste vedeli, da je spomin pozabljen bil, ne? Ko piše tam na knjigi. Sem gledala na pokopališču Prve svetovne vojne, je obnovljen, ima tudi ploščo, ampak nikjer ni napisano, da je vodil dela baron Masburg. Pokopališče Prve svetovne vojne v Vipavi. Vprašajte vi kakšnja, če tu vej, a ne, nobenega. Niti tam ni bilo napisano, da je van vodil. Tako je bil pozabljen. Tako da je kapo dol, ste nam naredila veliko uslugo, da smo spoznali to, kar nismo vedeli, po celi dolini, posebno za Vipavo je to važno. Hvala. Hvala vam, gospa Magda, smo rešili Vipavska gazeta. Tako je gospa Magda to napisala in objavila v Vipavskem glasu in dodala, da za zeta Bog ni trpel, da zet mora to praviti kar sam. Ja, to je bil moj prvi članek o Masburgu, ko sem prišla od Poniževih domov in sem naredila, kaj če mi jaz narediti naslov, kaj če mi jaz napisati naslov. Gospa Mira se je posmejala in pa sem napisala baron Masburg, Vipavski zet. Tisto, kar so mi punce pravile tisti dan, sem jaz prvi ta članek napisala prej in polje, ni nikoli noben več napisal in tistega je tudi ona dobila v Vipavskem glasu. In bolj se enkrat pojavi ena gospa pri meni, potrka, že prej me je vprašala, pa se vprašala me lepo, in pride k meni in je pravi, veste, mene so poslali k vam, jaz sem ta in ta. Dobro, jaz sem ta in ta. So mi rekli, da vi mogoče veste, kaj je od barona Masburga. Rekla, jaz kaj vem. Ja, nekaj vem. A mi pomaga, ste je rekla. Ja, dobro, bova šli po Vipavi, jaz bom povedala tisto, kar vem in boste nekaj dobila. In polje sem rekla, ja, bomo šli najprej v cirku, tam bomo videli portret gospe Roze, njegove žene, ki jo je narisal Wolf, ja, na levi strani prezbiterija. Potem sem rekla, bomo šli iskat grob, bomo šli na pokopališče, vse smo preiskali. Dobili smo sam ploščo na levi strani kapele za njeno družino, Tribuci, ki je stanovala, njena družina je stanovala tam, kamor je bila prej občina in kamor bo zdaj prišla občina. Ko boste šli mimo Polite tabel, je Tribuci in Tribučke. Ja, no, tam je ona bila in tam je tudi vrla roža, ker je prišel ta njen mladenič na vojni mimo. In kaj smo pobile razočarane? Po cel možini smo iskali, kje je kaj. Kje je kakšen zapisan? In ne smo dobili nič. Se pa že sestra od Johana poročila na Vipavi. Torej, sestra od Johana se je poročila v Vipavi, verjetno je takrat prvič prišel sem. In njegov sin se je poročil v Vipavi.
Fritz, ja. Ta drugi sin, ta starejši Vili pa v Krakovu na fronti. Ta pa je imel eno dolgoletno zaročenko, pa je njeni stari starši njega niso marali, oni so bili grofje, ta je bil samo baron. No, pa izbruhne vojna, so si pa mislili boljš baron zazeta, kot noben zet, ker so vedeli, da ona bo ostala dolgoletna zaročenka brez moža, če bo ta padel, bo itak hudo, moških ne bo, ker bojo padli, in je bila slika popolnoma drugačna in je potem ta babica stopila do Franca Jožefa in intervenirala, da je dal dovoljenje, da se lahko poročil na fronti. No, še nekaj, ampak zdaj pa dovolj, ne bojo kupili drugače, smo rekli. Še enkrat ponovimo knjigo, dobite tam na vaši desni strani, je danes 30% popusta, mislim, da 25 € so rekli, ne? Tako. Zdaj pa res, dajmo še publiki kakšno možnost za vprašanje. Smo prekrati. Samo eno kratko, zdaj ste že govorili o grobovih, ne? Zdaj me zanima, kje pa potem bil pokopan on? Ni v Vipavi, kje drugje bil pokopan? Do danes se to ne ve, kje je. Sumi se, da je pa Roza pokopana v gradu Luže. Ja. In sicer v kapelici, ker je Majer dovolil ta pokop, ker dovoljenje za pokop leta 1947 v Vipavi oblasti niso dale. To je gospa Lavrenčičeva povedala in da je takrat prišel ta bivši graščak Majer ponuditi se, ker sta bila generalmajor pa njegov oče prijatelja. In niso pa dovolili postaviti spomenika, torej zabeležiti, da je tam pokopana. Zdaj, vi ste si zelo prizadevali tudi z župnijskimi knjigami tukaj v Vipavi, da bi se ugotovilo, kje je bil Masburg točno pokopan in zdaj zabeležen je datum smrti, ne pa kraj in datum pokopa. Tega tudi v Kopru ni. Je gospod Tul, to, kar ima, tam ni zavedeno. Tako da to je ena taka velika skrivnost. Druga je pa še, Johan je imel še enega brata, ne samo 2 sestri, za katerega nihče nič ne ve. Tukaj ga omenja kot pokopanega v Gradcu, avstrijskem danes. Kje je pa baron na Baronom, v Kričku oziroma Kričku, je moče trtove, kakšne druge zadeve? Torej, kar je napisal je, da je imel v gradišču sadno drevje, da so bili neki gozdovi, ki jih je bilo tudi nekaj in to sadno drevje je moral med vojno posekati, ker ni bilo darov. In to so dokazali njemu in drugim. Torej, je pa potem bil, kar se pa v arhivu Slovenije dobi podatke, da je bil kot v neki zadrugi več lastnikov in da so imeli še zemljo v današnjem Podnanosu. Ampak Ja, Rošan Tiri moj bil zaprišek, se poročil. Ja. Zdaj morda vam je komu narodno, jaz bi potem predlagal, da formalni del končamo in se mogoče zadržimo še v neformalnem pogovoru. Če ima kdo kaj za vprašajte, pripomnite, kritizirajte, ampak ne na suho. Morate najprej knjigo prebrati, potem boste kritizirali. Kar se pa tiče vseh skupaj, hvala lepa za vašo potrpežljivost, da ste s svojo prisotnostjo počastili na del pozabljene vipavske zgodovine. Avtorici zahvala še enkrat, da je del te zgodovine iztrgala pozabi. In iz tega mesta ji kličemo, naj vztraja na svoji upokojenski poti,
in piše knjige. Zdaj, še nekaj se jih obeta, ima odlične ideje in odlično gradivo, ampak naj ostane skrivnost. Lahko noč in ostanite zdravi.